Kadre, ki smo ga videli, o čem sta govorila z prvim predsednikom? Kot sem že večkrat povedal, stvari rad delam javno in transparentno. S predsednikom bivšim smo vključili, da se pogovarjali o njegovi pobudi, o tem, da se da se prepiramo v muzejih, raje zgradi spomenik osamosvojitvi. Predstavil mi je to idejo in jaz jo podpiram. Podpiram tudi vse ostale pobude, ki so v smeri preseganja kakršnihkoli razdorov in zbliževanja v bistvu stališč med različnimi stranmi. Jaz mislim, da je res skrajni čas, da se nehamo deliti in da začnemo delovati skupaj, in če bo ta pobuda in tak spomenik temu pripomogel, potem bomo lahko vsi bolj. Torej, to idejo podpirate, na kakšen način se pa lahko tudi v realnosti lotite? Tako kot je bilo rečeno že večkrat, to bomo prepustili stroki. Vlada bo prevzela pobudo, tu naprej je stvar stroke, ki mora poskrbeti na eni strani, da bojo zgodovinske lekcije primerno spoštovane, na drugi strani pa da damo priložnost novejši zgodovini, tisti, na katero smo lahko še posebej upravičeno ponosni, ker je res združevala Slovence, in jaz si želim, da nas bo ponovno združila, takrat ponovno ta spomenik tudi postavljen. Rekli ste, da bo vlada prevzela pobudo. Ste se o tem že pogovarjali ali bo zdaj to vaš predlog vladi, da prevzame? Počakajte, še kakšen dan, četrtek malo vlada. Torej bi že v četrtek lahko... Ne, nisem tega rekel, ker ne dajem obljub. Počakajte. Sej sem rekel, da ne bom več nič obljubljal, da bomo samo še delali. Zdaj sem pobudo slišal in jo prevzemamo. A pa mislite, da ne bo to prispevalo k nadaljnjemu umiku spomenikov, k nadaljnjemu preoblikovanju ulic, k nadaljnjemu... Bodimo enkrat optimisti in dajmo razmišljati o tem, kako lahko zbližujemo ljudi in ne da jih izdvajamo. Tako da sem prepričan, da bo stroka najde tako rešitev, ki nas bo vse zbliževala in nobena razpravlja. Pa zelo hitro vam